Pomen znanja in njegov učinkovit prenos v prakso v bistvu ni le prednostna usmeritev Slovenije, ampak tudi Evropske unije. Brez kvalitetnega znanja in pa predvsem tega prenosa znanja v prakso je zelo težko slediti izzivom današnjega časa. Mislim, da vedno bolj prihaja do tega, da je potrebno tudi v kmetijstvu, agroživilstvu in v celotnem sektorju biti opremljen z veliko več kot zgolj z temi znanji iz področja kmetijstva, agronomije. Ali se pri nas sploh zavedamo, da so za zagon novega razvojnega ciklusa slovenskega kmetijstva, živilstva in podeželja nujna nova znanja, se pravi tudi inovacije, tudi sposobni in kompetentni ljudje ter učinkovit sistem prenosa znanja? Mislim, da se v zadnjem času nekaj tega prebuja, da pa je zadnjih 20 let dejansko, in to ni samo slovenski fenomen, v svetu se dogajalo, da so voditelji javnomnenjski plus nosilci odločanja enostavno začeli to področje zanemarjati, tako da je v kmetijstvu že vse znano, kot da se ni potrebno prilagajati na nove naravne, strukturne in ekonomske razmere in so vlaganja v svetu za področje znanja in prenosa znanja so se precej zmanjšala. Prav tako tudi se v Sloveniji ta sistem, ne bom rekel, da je razpadel, ampak funkcionira bistveno slabše, kot bi bilo potrebno. Jaz mislim, da je to neke vrste stvar družbene inteligence. Tudi obisk danes na to kaže, da pač to področje zanemarjamo. Tako v interesni sferi, tako pri kmetih, tako v politiki, moram pa reči, da tudi pri nas, v akademski sferi, da je vse manj ljudi v slovenski raziskovalni sferi, ki dejansko dela na razvojnih problemih slovenskega kmetijstva. Dejstvo je, da je v zadnjih letih velikokrat slišati kritike, da svetovalci samo sedijo za mizo, izpolnjujejo vloge za subvencije in druge ukrepe. Kmetijske politike vse manj strokovnega dela pa namenjajo terenskemu delu s kmeti. Je ta očitek po vašem mnenju upravičen? Ne. Mi naredimo vse tisto, kar nam naroči Ministrstvo za kmetijstvo. Da nekdo govori, da smo postali birokrate z izpolnjevanjem subvencijskih vlog, se zelo moti. To ni samo birokratsko izpolnjevanje teh obrazcev, ampak moraš veliko obvladati stroke, da lahko svetuješ kmetu, tistemu, ki pride k tebi v pisarno in izpolniš tole vlogo. Mu moraš znati svetovati. Se pravi, izpolnjevanje vlog je strokovno delo, res pa je, da se birokracija in pa birokratizem začne takrat, ko dejansko svetovalec stisne na enter in je vloga zaključena. Tudi akademska sfera v zadnjem obdobju ni postorila vsega, kar bi mogla, ker se tega tiče povezovanja v bistvu in prenosa znanja. Kje vi vidite tu največ problemov? Je res tako, da morate samo pisati znanstvene članke in da je potem premalo časa za recimo to, oziroma res za konkretne rešitve tudi, ki bi pomagale v praksi, bom rekla? Dejstvo je, da slovenska akademska sfera je naredila strašen premik v 15 letih. Naenkrat objavljamo v najboljših revijah, ampak to so objave, ki so koristen prispevek k svetovni zakladnici znanja. V veliki večini pa zelo malo prispevajo k konkretnemu razvoju kmetijstva. Dejstvo je, da smo mi nerazviti. Mi se obnašamo, kot da smo razvita država. Ne, na področju kmetijstva smo še zmeraj capljamo in nam drugi uhajajo, in to za precejšnjo hitrostjo, ker se z tem ne ukvarjamo. In tu je po moje osnovni problem, ker v celotnem vseh teh inštitucijah, v vsem tem sistemu se nihče načrtno in sistematično ne ukvarja z razvojem slovenskega kmetijstva.